Dobrodošli v pogovorni oddaji Sled življenja v življenju, kjer predstavljamo izjemne zgodbe, ki osvetljujejo vrednost in lepoto vsakega človeškega življenja. Morda se boste v nekaterih zgodbah tudi sami prepoznali. Če bi želeli vašo zgodbo podeliti z nami, nam pišite na info@zavod-zivim.si. Torej, Nik Anikis in Amina Mehanović, dobrodošla v naši pogovorni oddaji. Nika Anikisa poznamo kot izjemnega mladega umetnika, gospo Amino, njegovo mamo, pa kot psihoterapevtko. Najprej bi rekla, Nik Anikis, iskrene čestitke za vse dosežke do zdaj, predvsem zdaj seveda za to prestižno nagrado ARC Staff Award. Moram pa reči, da najprej me je, ko sem vas najbolj spoznala, na začetku me je najbolj pritegnil en naslov v Večeru. Namreč tam je bil naslov kot en vaš citat: 9 zdravnikov je moji mami svetovalo, naj me splavi. Odločila se je drugače, podarila mi je življenje, da lahko ustvarjam umetnine. Zelo lep naslov, mene je zelo ganil, takoj sem šla brat. Naslov je zelo iskren, sem prepričana, da mnoge tudi izziva. Jaz sem bila mogoče najbolj presenečena, da so v Večeru sploh objavili tako življenju naklonjen naslov. Tako da bi se rada za začetek vrnila na vajin skupen začetek, torej na tisti čas nosečnosti, na sam začetek te zgodbe. Ja, to se bo bolj ona spomnila. To je res. Tako da, gospa Amina. Ker Amina, prosim. Ja, moram iti celo pred nosečnostjo, ne? Jaz sem pri 19 letih in pol se je rodil Goran, njihov brat, ja, in to kar po gimnaziji. In moram reči, da ko sem videla, da so noseča, ker sem imela plane študirati, potovati in seveda mi je družino in otroke, ko jih imam neizmerno rada, se je zgodilo. Ne? In je potem moja prijateljica, malo starejša, ki je medicino študirala, je rekla: si nora, te 5 splav naredi, tako si mlada, naredi študij, 5 potovati, se bo še lahko imela, ne. In mene kar noter vse kričalo, seveda so bile te želje, ampak srce mi ni dalo, ne. In potem mi je še mama rekla, ko sem mi to povedala: pa veš, kako imaš rada dojenčke, pa da svoje ne bi imela, ne. No, in tako, hvala Bogu, se je Goran rodil. Čudovit je sin, kako sem bogata, ko vas imam, hvala Bogu. No, in po enem letu je moja mama izvedela, da ima distrofijo mišic. In takrat so nevrofiziologi rekli, da se to najbolj deduje preko hčerk in da ne pridem na preiskave. Jaz sem prišla na preiskave, delali so mi EMG, ko ti mišice v bistvu prepikajo, gledajo, in so rekli: vi boste imeli z leti težave, močno vam odsvetujemo še enega otroka. Mene je to res presenetilo, ampak v bistvu jaz sem imela sebi občutek, da se bom razvezala, a ne? In sem mislila, ok, no se pa tako ne bom imela, ne? In potem, hvala Bogu, čez nekaj časa, moji otroci so neplanski, veste, ampak to je najlepše, kar se mi v življenju zgodilo. In se je res ta nosečnost zgodila, ne? In potem ta strah, joj, kaj so rekli na genetiki? So rekli 50% ne bo, možnost, da ne bo ok otroka, ne? Ker vemo, distrofija mišic je odmeranje mišic in končaš na invalidskem stolu, a ne? In potem, ker je to meni svetinja, jaz sem hodila od zdravnika do zdravnika, od strokovnjaka do strokovnjaka, različne bolnice, 6 uradnih in 3 neuradne, mislim, zdravnike, ko sem jih poznala, prosim, povej mi, ker sem želela vsaj od enega slišati: ja, ok, je mega. Vsi so rekli: ne. In potem sem šla v bolnico in sem bila že v kabini in nisem mogla iti naprej. Nisem mogla. In prišel zdravnik trku: jaz vas čakam, kje ste? Ja, ok, sem slekla. Nazaj oblekla, pobegla čez zadnja vrata in zašla v center Brežic, je ena cerkev, in zašla noter moliti. S tem, da vam moram povedati, da jaz nisem bila verna. A veste? Ok, Božič smo praznovali, a ne? Moj oče je pa tako rekel, a ne, on je iz muslimanske družine, ampak je bil ateist,
ampak z veliko ljubezni do tega znanja, ne, filozofije in vsega. In rekel, mami, ne dovolim karkoli, ko bo to staro, vse knjige prinesem in naj se sama odloči. A ne? In vam povem, jaz sem takrat šla v cerkev in sem molila vsem srcem, tako ko lahko sem moli za tega otroka, da bi bil zdrav. In veste, kako je hladno v cerkvi, ne? In naenkrat je prišla ena tako posebna energija v mene, ena taka toplota in posebna energija, to vam ne znam več opisati. Ampak jaz sem tisti moment vedela, vse bo v redu. In kaj se mi je še zgodilo, ne? Od tega momenta jaz globoko verujem. A veste, kakor kdo želi temu reči, ali je to kozmos, ali kvantna fizika, meni ime Bog čudovit. In vsak dan se na kolenih zahvalim za ta dva sinova in za vse, kar je. Hvala Bogu. Hvala za vse te ganljive besede, tole je res bilo zelo močno. Mnoge mamice, ki se znajdejo v nosečnosti, v takih stiski ali pa podobni, kot ste bili vi, včasih rečejo, da nimajo nikogar. Kdo je vam takrat v nosečnosti stal ob strani, da ste zmogli celo nosečnost iti naprej? Po tej odločitvi, ali ste bili vi tako trdni, ali ste imeli še kakšno pomoč, koga, mogoče ste se lahko s kom pogovorili? Ko se je meni zgodilo to, kar sem jaz začutila, veste, to je spoznanje. Eno je, ko mi beremo, tralala, kao vemo, eno je spoznanje in veš. Ne? Ampak je pa res, da se ti vsem kdaj v teh mestih se spomnim, da kaj pa če, ne? In sem se vedno znova to vrnila. Ampak se spomnim tudi, kako je bila moja mama vesela obakrat, kako fajn si se odločila. A ne? In zanimivo je še nekaj, eni prijatelji iz Krškega, zelo sta verna in tudi pomagata skupinam in tako. In sta rekla, veš, če si to začutila, vse bo v redu, a ne? Ampak jaz sem se tako odločila, ampak mi je veliko pomenilo to, a ne? Pa sem pa 60 do znotraj začel brcati. Ajde, žurka! Žurka fest. Zdaj ste omenili spoznanja. Katera vsa spoznanja ste prav zaradi te odločitve, obakrat v bistvu za oba sinova, a ne, ste mogli sprejeti odločitev za življenje? Vsakič je bila neka stiska. Katera spoznanja ste prav zaradi te odločitve za življenje pridobili? Jaz sem tako hvaležna. Jaz ne vem, kako bi preživela kot oseba, če ne bi tega naredila. Meni je to svetinja. In če sem kaj hvaležna v življenju, je to, da nisem imela nobenega splava. In tudi vidim pri svojem delu, ne, svetovalno-terapevtskem, kakšne stiske so žensk, ko to naredijo. In potem recimo reče, ja, partner ni hotel, pa sem naredila abortus, pa bil drug partner, pa ta tudi ni hotel, ampak on je šel, si je najdel mlajšo žensko, si je naredil družino, ona je blizu 50 sama, a veste? A ne, tako da vidi se tudi samopodoba žensk, vrednost, strahovi, nemoč, marsikdo reče, ne upam si imeti otroka, veš, kaj so delali z mano, a ne? Ampak to pa je za terapijo, a ne? In zelo pomaga, da ti dobiš sebe, svojo vrednost in potem iz tega zdravega sebe se lažje odločiš, a ne? Recimo. Ja, res je, ja. Res. Hvala za vse te besede. Nik Anikis, ko smo se začeli dogovarjati za tole srečanje, ste čist v prvem mailu napisali besede, ki so me zelo ganile. Moja mama je enostavno krasna, edinstvena ženska, ki me inspirira v toliko pogledih, tudi za moje osebno delovanje in ustvarjanje. Mislim, da vsaka mamica bi si želela slišati te besede. Ja, mislim, bolj izjemne osebe ne poznam, no. Iskreno. Pa, ko vidim, kakšne odnose imajo ljudje, drugi ljudje, in kakšni prijatelji, ko mi čakajo, ne vem, da grejo stran od staršev ali pa kakorkoli, ne. Imamo mi v bistvu, ko se je ta karantena začela, je, ne vem, smo rekli, klinc gleda, dajmo biti skupaj, podpirajmo se, ne, smo vsi šli skupaj živeti, ne. Torej, moj brat, njegova žena, mami, jaz pa moja draga.
In pa je še dojenčica prišla, ko sta, sem stric. Ja, hvala. In je, iz tega vidika imamo tukaj eno lepo harmonijo, tako povezanost, ko vem, da ne bi bila možno brez nje. Tako da jaz se iskreno lasem njej zahvalim, da sploh živimo takšno življenje. Pa tudi, mislim, fascinantno mi je bilo zdaj, ko smo na gradu imeli to razstavo, to sliko razstavljeno in je prišla ena gospa, pa je rekla, ja, se spomnim, veš, ko si bil ti majhen, pa si se s flomastri velikrat porisal, ne. To je pač ta gospa moji punci razlagala, ne, da bi malo povedala, kako me pozna. In je ona rekla, ja, veš, ampak jaz sem najbolj fascinirana nad Amino, ne, ko jaz bi ga že kregala, bi ga že udarila. Kaj to delaš? Pa takoj si pet umita, ne. Ona pa ne, on se tako sam izraža, ne. Ima to svobodo, pač. In že ta, mislim, razlika, če ne bi bilo nje, mislim, bi lahko bil zatočen bogi nek človeček. Dobro, moja hči se tudi velikrat poriše, tako da mogoče lahko pričakujem kakšno umetnico. Krasno. Ja, zdaj, ko je vaša mama predstavila vse te trenutke, ki so bili tudi zelo težki, kako vi gledate na to odločitev, predvsem na te nasvete zdravnikov, da naj konča vaše življenje? Jaz mislim, zdaj bi šel poiskati po vse na Garbo. Iskreno. Mislim, kdaj sem kar tako, tako zakaj nisem jaz večji nasilnež, ne? Zakaj se že nisem spravil na te ljudi, ki si to pač, ki bi, ja, si zaslužila, ne? Ampak pač, ja, to je njihova stroka, nimajo jajc povedati drugače, nimajo jajc razmišljati po svoje, ne? In pač so povedali to, kar so povedali, pač bogi oni, ne? Ja, žal se tega še vedno veliko dogaja, ne? Ja. Še vedno veliko svetujejo. Pa imaš pa recimo kakšno to ginekologinjo, ko je, ne vem, sama, ne vem, imela splav in pol nikoli več ni mogla zanositi in pa v bistvu se na nek način podzavestno, ne, maščuje, ker ona ni mogla imeti otrok, ja, tudi vse ženske, sam gremo rezati ven, gremo ne vem kaj vse, ne. Tako da pač imaš take osebe, ko so v bistvu pacienti, pa so postavljeni na te pozicije, ki, mislim, ne, katastrofa. Ženske pa, ko se ne spoznajo, pa nimajo nekoga, kot je recimo, ne vem, Bog v njenem primeru, pa ona, da se je odločila, ne, razmišljati po svoje, pa se odločiti za sebe in za mene v tem primeru, ne, je lahko največja zguba v človeštvu, ne. Mislim, koliko enih vrhunskih pianistov, glasbenikov, znanstvenikov smo zgubili zaradi tega, ker pač so za te ženske naredile abortus. Tako. In tudi kakšno trpljenje je, a ne? Splav že za žensko samo, a ne? Absolutno. Jaz v tem, ko se srečujem z njimi, je to res gotovo največja travma v življenju, tudi za žensko. Je. In to večno obžalovanje. Jaz ogromno delam kot terapeutka na tem področju, ne? Odpustiti sebi, vse sprocesirati, da takrat ni zmogla drugače, da zmore sebe objeti in iti naprej, ne? To je kar proces. Tudi veliko delam na tem področju. Mislim, sicer res nisem terapeut v tem smislu, ne? Ampak sem imel izkušnjo v Italiji, sem imel eno prijateljico in sva šla skupaj pogledati to, ko so imeli anatomijo človeka in je bilo polno teh voščenih figur, v bistvu, ko so jih dobesedno ulili prava trupla in jih pol postavili neke športne poze. In je bil en oddelek, ki je bil tam zaprt, ampak je ona vedela, da morajo imeti tudi, koliko so v bistvu različni zarodki veliki v katerih tednih pa mesecih, ne. In je prav zatežila tistem varnostniku, kje imate to, ne. Pa je bil tako, pridite prosim kasneje, tega ne smemo kazati. In pa so v bistvu prišla, ne vem, 10 minut pred zaključkom in jo je peljal v zadnji v eno drugo dvorano in so bili tam in je bila tako, viš, tukaj je bil velik otrok, ko sem ga jaz ubila. Ker je isto, pač ful je bila mala punčka, mislim, pač pri 16 je že začela, no. In mislim, kakva žalost je bila takrat, ko sem jo gledal, v bistvu, to sem jaz ubila, ne. Pa solze, pa ful žalostno v bistvu, no. Ja, res. In kakšna sreča, ko potem, če zmoreš, a ne, sprejeti otroka
in potem zraste in Hvala si ponosen Bogu. na njega in si hvaležen. Vsak dan res, ko ga vidiš. A ne? Na kolenih se vsak dan zahvaljujem za Gorana, za Nika, za njune partnerke, za malo Editko, za nas, da sem se sploh zbudila, za odnose, za zdravje, za vse. Za spoznanje. Dobesedno. A ne? Ne Spoznanje, ki gre pretiravam. zdaj lahko naprej. In lahko usveščamo naprej. a ne? In veste, tudi ko ima človek te izkušnje, ne, tudi kot terapeut pa svetovalec, ne, tudi ljudje bolj začutijo, vejo, da si pristen, da si res tukaj z njimi, a ne. In še lažje pomagaš, a ne, kar je tudi blagoslov največji, a ne, Res je. poleg naštetih. No, tako je, zdaj še vem, še en naslov, kamor lahko usmerim mamice. Ja, hvala, z veseljem. Da sreča eno toplo, sočutno osebo, ki jih lahko sliši in jim pomaga. Hvala. Res je kvalitetno. Pa ne zato, ker ima mama, ampak res je kvalitetno. Si me sprobil, ne? Tako, tudi jaz sem že šel na terapijo. Pa če se dotaknemo še malo drugih stvari, najbolj me zanima izvor vašega imena. Ker sem poslušala različne intervjuje, ki ste jih imeli v zadnjem času, ste v enem tudi omenili, da ste si že kot otrok dali ime, nek vzdevek Anikis, in kasneje ga vzeli tudi za svoje uradno ime. Mene zanima, kaj to pomeni, zakaj ste to izbrali? Zdaj, ful je različnih aspektov. Običajno ne rečem, da je to neko pač umetniško ime, ki sem si ga nadal, zaradi tega, ker nekako predstavlja ta umetniški del mene. Je veliko več odzadij za tem, kot sem ta informacija, ampak v bistvu je naj bi to bilo ime moje duše. Torej, ta izvorna vibracija, frekvenca, zdaj gremo ful v spiritualne vode, ali pa pač kakorkoli to gledate, no se ni vedno. In v bistvu naj bi bila to frekvenca, zvok je frekvenca. Torej pač dela to, pa reče naši ušesi, to pa to predstavlja. In v bistvu ta neka frekvenca moje duše, ki je v bistvu tudi zvok, je v skrajšano in v človeške črke prenešena v bistvu verzija Anikisa. Ful mi je tako zanimivo. Ampak to ste izbrali že kot otrok? Ja. Ker niste razmišljali o frekvencah pa vibracijah, ampak ste začutili Ja, to pač besedo. to sem iz mene prišel, tako da pač pa sem kot otrok. Ker sem po internetu brskala, nisem našla razlage, tako da me je zato res zanimalo. Ja, tako da je, mislim, kot ena taka zanimivost, pač bil sem častni gost v Nakčevanu. Nakčevan, verjetno sploh ne veste, kje je, ker jaz tudi nisem vedel, kje je, ker sem vedel, kako me zafrkavajo, kako je to sred, mislim, tako mi pogledam in dejansko je tam blizu Azerbajdžana, oziroma, ja, je avtonomna republika, ki je 1/3 velika od Slovenije, in tja so me povabili na ta njihov umetniški festival in so mi povedali, da v bistvu oni verjamejo, da vsi ljudje, če želijo biti v stiku z Bogom, potrebujejo duhovnika, ali pa pač umetnost. Medtem ko edini ljudje, ki imajo pa direktno povezavo z Bogom, so pa duhovniki pa umetniki. Tako da mi je bilo ful fascinantno. Pa ženske. Pa ženske, ne, pa ampak to je to, kar oni verjamejo. Posebna kategorija. Jaz definitivno čutim in vem in sem 100%, da imamo pač vsi direktno povezavo z Bogom. Pač to je najizpodbitno dejstvo, mislim, da, ker je to zasidrano v nas. In v bistvu iz tega vidika se mi zdi tudi, ne vem, vse te umetnine, ki pridejo, pač je neka ta povezava kot nek kanal, in v bistvu iz tega vidika je to ime, ki je prišlo, tudi, ne vem, ko sem bil polnoleten, sem šel do ene, ki je prav vidi, pač ti energije in podobno, in sem vprašal, pač kaj pomeni, kaj predstavlja to ime, pa izkot izhaja, in mi je ona v bistvu povedala te stvari, recimo, da je to ime moje duše, in sem bil tako tak, ja, ok, na nek način, vse to sem čutil. In naj bi pa predstavljalo to ime prinašalec svetlobe. Wow, ja. Ta pravo ime. To sem bil kar tako, wow, hudo, mislim, pač, in v bistvu vsa ta slikarska dela, ki nastanejo, nekako so s tem namenom, da prinašajo kot da so v bistvu to kot ene točke svetlobe, ali pa žarnice, ko jih postaviš v prostor, pa žarijo neko ljubezen, luč, lepoto, sporočilnost, in pa v bistvu vplivajo na posameznike.
da se jih dotakne, ker so srcem naslikane, da se dotakne tudi srca. In res se dotikajo srca vaše slike. Hvala. Mogoče ona niti ni vedela, kaj to pomeni, ampak je sam vas pogledala, pa se je zdelo, to je svetloba. Ja, ne vem, ampak ja. Mi je pa zdaj en Grk povedal, da pa je Anikis predstavlja acceptance, torej sprejemanje v grščini. Tako da to tudi nisem vedel. Ker sem iskal tudi po Googlu pa to, pač Aniki je po japonsko prijatelj, ampak to ni Anikis. Tako da, jaz sem bil kar presenečen. Zdaj za vikend je prišel na Sevniški grad, sem bil čisto šokiran. Iz kod ste kaj? From Greece. Kaj? Ja, kako delate tukaj? Tako da ja, je bilo kar lušno. Sorry, izvolite. Ne, super. Hotela sem se prav navezati na to vašo umetnost, no? Prav to, kar ste zdaj govorili, ker ko sem gledala vaše slike, so mi bile izjemno močne. Meni je umetnost zelo všeč, ampak kar sem začutila, je bila neka taka izvorna lepota človeka, človeškega telesa in kot mogoče neka lepota stvarstva. In so me zelo ganile vaše slike. No? In se mi zdi, da so naslikane res tenkočutno in da se dotikajo globin srca tistega, ki sliko opazuje. Zanima me, kaj recimo vi občutite, ko slikate, oziroma kaj je tisto, kar želite dati svetu preko vaših slik? Bolje vprašanje, kaj slike želijo dati. Se mi zdi, da sem jaz na nek način bolj kot posrednik. Pač je na nek način tako kot trajekt. Pač štartaš kle, pridejo gor ti ljudje, jih peleš na drugo stran in pa izstopijo. In na nek način preko slikarstva vse te vizije ali pa energije, sporočila, ki želijo biti realizirane v to, v materijo. Jim jaz pomagam skozi svoj filter, ki jaz sem, da pol nastane to, kar je. Ker dostikrat me ljudje vprašajo, pa ti že veš od začetka, kaj boš na sliku in tako. Jaz dobim recimo lahko idejo ali pa vizijo, to se ful fancy sliši, dobim vizijo, sanje. Ampak v bistvu je, pač pride nek flash, ki ga imam, naredi bum in pa sem tako, zanimivo. Ampak pa je pa v bistvu veliko več. Ti lahko dobiš en paketek, ki ga pa rabiš pol razvozlati, pa skomponirati, pa spremeniti v vizualni jezik, ker lahko so neke emocije, lahko je dejansko podoba, ki me obišče v sanje. To je glih, 3 tedne nazaj se mi je to zgodilo, sem sanjal eno zadevo in je bilo tukaj jasno, da sem bil tako, to definitivno moram naslikati. In jo imam vizualno, ampak zdaj jo rabim ukorporirati na način, da bo izgledala, atraktivna, lepa in da bo sporočilo predala. Tako da iz tega vidika je dosti enega dela v resnici. Komponirati je kar težko. Ideje je dosti, ne bom rekel, da je lahko dobiti ideje, kdaj si ono tako, ajde, pridite, pa kar ne gre. Kdaj pa sam klik pride in pač pa v bistvu to preobrniti v likovni jezik ali pa vizualni jezik je pa ta magija, pa znanje, pa izkušnje, pa vse te stvari. Ja, izkušnja ste zelo veliko dobili. Sem malo brala na spletni strani, sem že kar, wow, kak se znam. Nekaj garač. Eno je talent, pa genialnost plus res delo, preveč kar. Tako je bilo hecno, ker je bila mami, pa dej nekde poskrb malo zase, zakaj tukaj skozi delaš, mislim, boš pregorel, pa se je pa enkrat zamislil na pismo, pa se jaz tudi delam 14 ur na dan, lepo kom ima to. To lekcijo najprej mora samo vzeti. Videti, odkot je to dobil, vzorce. Mislim, tako, po vmes nima kosila, pa tisti 5-minutni pauzi vmes hitro eno jabko poje, pa pol naprej. Tako da, pa kdo skrbi za sebe premanj. Sem zavzela v roke? Si. Ja? Ja. V enem izmed intervjujev, pa tudi prej, ko sva se pogovarjala, ste omenjali, da na gradu Sevnica, ki je bila razstava te slike, Prekletstvo Tritona, da ste vodili v bistvu delavnice oziroma predstavitev te same slike. Meni je bilo tako zanimivo, ko ste rekli, da mnogi,
ki so zvedeli pomen slike, so bili ganjeni do solz. A bi mogoče še zdaj malo še enkrat razložili, kaj je v bistvu ozadje slike? Zdaj bom lahko razlagal ene pol ure o tem. Recimo, nekaj tazga od pol ure pa do 50 minut so trajala ta vodstva. In je bilo res fascinantno videti, ker je nekako bil sestavljen ta del iz poetičnega vidika, pa kaj je za zgodbo, pa bolj tehničnega vidika. Tako do tehničnega vidika se ne bomo dotikali zdaj. In je bilo res fascinantno med tem govorom, ko sem seveda z vsemi imel nek kontakt, gledal v oči in ker naenkrat oči so bile vedno bolj rdeče, ljudje so začeli skrivati se, zapirati oči. Je bilo meni osebno videti to, pa čutiti to, tako kar malo nezemeljsko, no. Ker pač nazadnje je to eno delo, ki sem ga sam naslikal iz neke izkušnje, ki sem imel, in je zdaj to, kar je, in ljudje se pa povežejo. Pa tudi recimo, preden sem prišel sploh tja, je bilo že ljudi noter, mislim, tako kar dvoranca lepa, in so bili v čisti tišini not in so sam gledali. Tako da že to mi je tako wow, mislim, kako se ljudje lahko povežejo s to eno sliko, ni jih bilo 10, ena slika. In ta slika v bistvu, njen naslov je Prekletstvo Tritona, ki se povezuje z grško mitologijo. Triton je bil sin od Pozejdona in Amfritite, ki sta bila v bistvu bogova ali pa sta bogova morja. In njegova v bistvu funkcija je bila, da je prenašal sporočila od morja do sveta in nazaj, skrbel je za komunikacijo. In če v bistvu to pretvorimo v neko simboliko, če pogledamo, morje predstavlja neko globino, vodo, čustva, to je ta nek ženski aspekt. Medtem ko svet naj bi bil moški aspekt, ta nek fokus, misel, to pa ne rečem, da ženske niste fokusirane, ker ste sposobni veliko več kot moški, ampak pustimo detajle. Zdaj, to sta ta dva pola. In ko pogledate na sliki, je v spodi ženska, ki je zmrznjena v teh svojih čustvih, v tem svojem okolju. In v bistvu je ločena od svojega moškega s tem ledeno površino, ki ima onemogoča komunikacijo. Zato prekletstvo Tritona, ker v bistvu preklet je takrat, ko komunikacija ne teče. In ta slika pa v bistvu nastala iz inspiracije ali pa iz mojih nekih težkih situacij v enem prejšnjem odnosu, kjer se je sicer vse skupaj štartalo iz ljubezni, iz strasti, ampak je pol se izkazalo, da je komunikacija vedno bolj pešala, tako da je bilo dosti težko, in je začel pač najin odnos počasi propadati, pa ful je bilo enih bolečih situacij, pa dostikrat se je pa zgodilo, da je kar na dnevni ravni, da se je začelo neke kreganje in take, mislim, osebno, če gledam glupe stvari, ampak so se dogajale. In on, moški, v tej sliki, torej je v taki neverjetni pozi, tako da sem zelo hvaležen tudi, da lahko delam z baletniki, skupaj sodelujem, da jih postavim, pa mučim, da dobim tako lepoto ven, Sem se sprašvala, kako je kdo bil v tej poziciji? Ja, tako da, mislim, in tudi, mislim, zato sta pozirala Filip Viljušič in, mislim, čudovit baletnik mlad, pa Ana Klašnja v spodje, pod ledom, tako da majčkeno težje se jo prepozna, ker je prekrita z ledom, tako da. Ampak recimo on, na nek način sta ločena s tem ledom, hkrati sta pa povezana skozi bolečino. Iz te ledene površine grejo kot take neke ledene korenine in prebadajo njega skozi koleno, pa v ledvice in srce. In led, hlad, ker v takem odnosu, mislim, se je vroče, ko je tak krek, ampak je hkrati hladno, ko so te čustva, ledenijo srce. In v bistvu ta simbolika je tudi, ledvice predstavljajo čustva, medtem ko srce predstavlja srčno povezavo. Koleno pa predstavlja temelje. Pa ne samo, da so to temelji, to je njegovo desno koleno. In desna polovica naj bi predstavljala moški aspekt,
in leva polovica naj bi predstavljala ženski aspekt, mislim, da pri moških in pri ženskah. Ne. In zato je torej njegovo desno koleno, ta njegova moška strdnost je poškodovana v takem odnosu, ker gre tukaj na energije v to, da pač iz svojega aspekta gledam. Se spomnim, kako mi je bilo težko, ko je bilo vse to kreganje, pa sem se skozi želel imeti bolj harmoničen odnos, ampak kar se je skozi vračal nazaj, ko neko cikličnost je bilo in je bilo tukaj enega trpljenja po bolečine, pa fokusa, ko je šlo v to. In tudi v bistvu njegov pogled je kljub temu, da je preboden, in verjamem, da če je človek preboden na ta način, ne bi imel najbolj mirnega, fokusiranega pogleda, ampak on je fokusiran, ker se spomnim tudi sam, kako mi je bilo v tem odnosu, ko smo imeli spet nek kreg in ko sem prav v glavi šel čez 5-10 različnih verzij, če rečem to, ne, bom imela to reakcijo, ne. Tak bi lahko povedal, to ne bo. In sicer na vzven je izgledalo, da sem jaz kot tiho gledal, v glavi sem delal po in iskal načine. In to je šlo tukaj enega fokusa in energije za to in mene je to delalo nesrečnega. Ko sem nesrečen, ne morem slikati, moja karijera začela trpeti, moje telo, in iz tega vidika je bilo zelo tako bolečeno. In tudi ona dva sta noter zaprta, sta v jami, ki je ledena, tako da je to navezava na to Platonovo jamo, ki predstavlja takrat, ko si v teh iluzijah, v bolečini, v tem si noter opet, ti ne vidiš 2 metra pred sabo, ko si v teh bolečinah. In sebe se spomnim, kako mi je bilo res, pa sem to rato nek fokus, kako bi ta odnos bil harmoničen. Hkrati je pa razgled na sliki ven na Islandijo, sem desno pogledaj, mater, v bistvu je čudovito, lahko greš ven, ampak ne. In v bistvu tudi, še nadaljujem, ker zdaj sem že kar dolg. Ne, v redu. Še naprej. Nekaj je zanimiv, res je zanimiv, ful se razvija. Zdaj... Vidim, da je res domišljeno, ni samo lepa slika, je ogromno noter ujetega. Ja. Vsak detajl ima namen, da je tam... Ta toksičen odnos, Ja. Hkrati je pa to, jaz nekaj naslikam in pa se tudi naučim, kaj sem naslikal, ko končam sliko. In ko sem pol v interakciji, pa ko povem ljudem, kaj to predstavlja, pa me sprašujejo, pa tako in pol vedno bolj tudi sam odkrivam, to sem naslikal. Iskreno, se tudi sam veliko naučim. V bistvu. Ja, tako da jaz ne slikam kot, to ni zame terapija. Torej jaz ne grem, ko sem jezen, pa žalosten, samo enkrat sem to naredil, ko sem bil jezen, pa sem zelo kulsko risbo naredil, pol 2 okostnjaka, ko se ubijata med sabo. Pa še to sem bil v bistvu jezen, zaradi tega, ker sem slikal na akademiji smo mogli nek avtoportret delati in sem naslikal nek avtoportret in sem totalno bil katastrofalen portret, res. In sem bil tukaj razočaran, pa jezen nad sabo, da sem pol tisti drug papir vzel, pa svinčnik, pa sem je pa zelo. Ampak enkrat, drugače pa, drugače pa, da se vrnemo nazaj k sliki, da nam preveč odplavali. Zdaj, vsa ta okolica je zelo hladna, sta v ledeni jami, v zunji pogled, sneg, sicer zunji sije sonce, ampak vseeno zasnežena dežela, ker vseeno, ko si v takšnih odnosih, čustva so dosti hladna. In hkrati pa njegova koža je bliže, ko je ledu, bolj je taka umazana, modra, sivkasta. Če bi primerjal svojo roko, recimo, je tako, kot da bi luč pa pržgal, pa luč ugasnil, kot ti izgledaš, res čist druge barve. Ampak bolj, ko se odmika stran od ledu, več ima take oranžne topline, več ima svetlobe tudi. In to tudi predstavlja, da se rabiš odmakniti stran od tega ledu, da malo zadihaš, pa pogledaš, kaj jaz sploh živim, zakaj sem v tem odnosu, kaj imam od tega, kaj me veže tukaj, ker iskreno mi je bilo ful dobro z njo, hkrati pa ful peklensko. Tak je bilo, tak, mislim, jo spoštujem, je izjemna ženska, takšna kot je, hkrati pa nekako pol ta miks pač ni deloval, je ta bolečina premagala in svet, kako jaz ne morem ustrajati v takem odnosu. In zato pa
je potrebno se odmakniti, da sploh dojameš, kdo ti si v tej situaciji, pa kje je prostor za tebe. Ker če ni prostora za tebe, zakaj si pa v takem odnosu? Ker te v bistvu sam duši. Čeprav je lahko ful enih lepih stvari zraven, ampak pa so pa to nekak te drobtince ljubezni, ki jih prosiš konstantno, da mi še spet mečken, pa se sem potrudil. In on ima zavito rdečo draperijo. Draperija, cota, rdeča barva predstavlja kri, predstavlja življenje, strast. In ta odnos se je začel s strastjo, v bistvu. Z neko tako gorečnostjo. Ampak s tem stikom ledu pa postane take toksično zelene barve. Ta toksična zelena barva je pa ta, ki ubija, pa razžira. Torej tudi ta strastni odnos lahko postane totalno toksičen odnos. In ni nekaj, kar je dober, ne za njo, ne za me. Tako da zdaj v bistvu tudi te recimo ledene korenine, ko so sicer navezava na nek naraven pojav, ki se zgodi in se imenuje kot ledeni prsti smrti, ki se na zelo hladnih krajih dogaja, ala Antarktika. In zdaj sicer, če kak biolog ali pa nekdo, ki obvlada pač znanje v naravi, naj me prosim kontaktira, pa mi razloži, kako točno to deluje, ampak ko to slano morje, slana voda zmrzne, tam se nekako začne dogajati, da se nabira ta sol in potem nekako se ta sol izloči nazaj v vodo in postane taka v bistvu zelo slana voda, ki je pa veliko bolj težka tudi. In začne pronicati nazaj v morje in izgleda tako, da ko vstopa noter, tako ko en potoček gre noter. Hkrati pa, ker je tukaj slana, postane veliko bolj hladna in začne voda zmrzovati. In se korenina taka tvori, ali pa stalaktit, ki gre proti tlom in ko se dotakne tal, vse te vesele zvezdice, ki hodijo okoli in se tako, kako me rade živimo, vse zmrzne, vse pomre, ker so preveč počasne, da bi se odmaknile temu ledu. In zato se imenuje v bistvu ta dotik smrti, ker je, ledeni, ker iskreno tudi ta korenina, ki v njega vstopi, zmrzuje njegovo telo do znotraj. Pa če se zdaj navežem na vse to za nekak zaključek našega pogovora, torej neki odnosi, ki so toksični in človek ni več v stiku sam s sabo in se mora umakniti, da vidi realno sliko in da vidi, kaj sploh želi in kam gre. In tukaj je moje vprašanje za vaju oba. Veliko mamic ali pa parov so postavljeni pred podobno odločitev, kot ste bili vi dvakrat. Enkrat premladi, enkrat je bila zdravstven problem, in so postavljeni pred odločitev za splav. Kaj bi vidva svetovala mamicam ali pa parom, ki se danes znajdejo v takih situacijah? Hvala. Jaz sem se odločila za življenje, ker je to v skladu z mano. Ampak v svojem zasebnem delu, zasebnem življenju in strokovnem delu si nikoli ne drznem reči, naredi tako pa tako. Torej, jaz osebo vodim, če narediš tako in tako, kaj potegne to za seboj. Predtem jaz delam še mednarodno medicinsko priznano EMDR terapijo, ki zdravi podzavest, kjer so strahovi odzadaj in pozdravijo v nasprotje. Se pravi, še enkrat, razdelam terapevtsko in potem s to gospo, če se odločiš, kaj to prinese, je to in to in to, če narediš drugače, kaj to pomeni za tebe. In potem odgovornost dam vedno človeku. Jaz sem odgovorna za proces, ki ga vodim. Sem ekspert za svoje delo, vsak je pa ekspert za svoje življenje. Osebno sem definitivno za življenje. Mene je sorodnica poklicala, ko je bila noseča, je rekla, veš, meni so zdravniki odsvetovali, da moram narediti splav in se spomnila tebe, kako je že bilo, in sem ji povedala.
ne, je rekla, jaz tudi ne morem narediti, ne. Ampak ta otrok se je res rodil in je čez par dni umrl. In potem me spet kliče, ne, sem rekla, poglej, dala si je priložnost, nikoli si ne boš učitala, a ne. In je bila zelo zadovoljna. Tako da zelo dobro je pogledati, kaj je za tem, a ne. In ne nazadnje, veste, koliko ljudi pa si želi imeti otroka? Vse na svetu bi dali, pa ne more imeti. Ena moja prijateljica je leta in leta čakala, da je dobila iz Indije otročka. A ne? Ampak res rabijo pomoč in to je individualno delo. In jaz sem tu za vsakogar, a ne? Hvala. Nik, bi kaj dodali? Mislim, zdaj vem tudi, da je tehnologija pa zdravstvo so mečkim šli naprej, tako da sicer sam ne vem veliko o tem, ampak sem slišal, da zdaj so neke prav dodatni testi, ko jih lahko daš delati, recimo za te razne kromosomske okvare, ne, pa te razni, ne vem, kaj so Downovi sindromi, pa te fore, da pa vseeno lahko zdaj že pogledaš, ali bo iz tega genetskega vidika, čeprav razumem, ta otrok normalen ali ne. Tako da se mi zdi, da je dosti pomembno tudi to iti testirati, da pa vidiš, pa se lahko še tudi na podlagi tega odločiš. Ne? Ali pa pripraviš, ja. Sigurno. Ja. Tako da veš, kak je. Ker definitivno ti spremeni življenje, ko imaš otroka. Sicer, zdaj, jaz kot stric, mi je super, zato ker po noči spim. Čez dan pocartamo, ali? Čez dan pocartam, ko rabim iti delat, grem delat. Ko se začne jokati, na, brat, vzem ga. Mislim, otroka pač. To je zelo zabavno. Ampak jaz, če gledam sebe takrat, dva majhna otroka, Nik je bil star manj kot 1 leto, ko sem se ločila in sama sem bila z njima, a ne? No. In sem naredila in univerzo in razne te specializacije in vse in negovala odnose, ne, to mi je bilo bistvo, ampak če gledam danes nazaj. Nobena fakulteta, nobena izobraževanja, nobena hiša, nobeno renome mi tako ne pomeni, kot to, da imam vaju pa te naši odnosi, ki so povezani. Hvala Bogu za to. Hvala življenju. Ja, mislim, kako pomislim, da bi izgubil priložnost vse to občutiti. Da bi izgubil priložnost, kak je občutek, ko piješ vodo. Da greš plavati, da se ljubiš, da ustvarjaš, mislim. Smo nekaj zadržali, da ne začnem jokati, no, ampak ja, res sem hvaležen, da si rekla ja. Hvala Bogu. In jaz sem hvaležna vama, da ste se odzvala za vse besede, za vso modrost, ki ste jo podelila, za vse, kar ste dala. Mislim, da bo mnogim dalo pogum v teh situacijah, v katerih so zdaj, ker res je, vsak se mora sam odločiti, ne? In vsak je sam odgovoren za svoje dejanje, ampak z nekimi svetlimi zgledi, ne? Neko svetlobo, ki jo prinesemo, pa lahko damo upanje. To je pa tisto ključno, kar je v tistem trenutku, ne? Je spoznanje in je upanje. Upanje, da ne glede na to, v kakšni situaciji smo, se lahko razvije v nekaj dobrega. Ne? Absolutno, in tudi terapevtska pomoč pomaga. Ne? Res je, zelo. Da vidiš, iz česa greš. Ne? Ja. Potem veš, kakšno darilo je to imeti otroka. Ne? Pa kolikrat ljudje mislijo, ja, da mislim, sej nisem, da bi šel k terapeutu, ne. Sej nič ni narobe z mano. Taka je fama, češ da je nekaj. Pa vsi da je rabimo. Ja, pa vsi smo pacienti, no. A ne? Dejansko, ja. Vsi kdaj rabimo. Vsi rabimo nekoga, da nam pomaga mogoče stvari, ki jih čutimo, postaviti na mesto ali pa videti malo dlje ali pa malo bolj razumeti neko ozadje, ker pa lažje naredimo naslednji korak. Ne? No. Še enkrat hvala, da ste prišla. Želim vam obema obilo uspeha, predvsem kar delate, predvsem tudi veliko počitka. Dajte poskrbeti zase, da vas bomo imeli še dolg, oba, ker dajete veliko dobrega in res lepšate naš svet.
Hvala vama. Wow. Hvala za take lepe besede, pa hvala za To vabilo. imate v sebi, če ne bi tega prepoznali. Tako da hvala. Hvala. Yes. Hvala za ta srčen pogovor. Hvala vsem donatorjem in podpornikom, ki nam s svojim darom omogočate kvalitetno delo. Brez vas, našega poslanstva, osveščanja in pomoči nosečnicam in družinam v stiski, ne bi zmogli delati v tako velikem obsegu. Hvala vam. Toplo vabljeni, da po svojih močeh darujete za nosečnice in družine v stiski, katerim bo zbrani denar v celoti namenjen. Podatki za nakazilo so izpisani na ekranu, lahko pa nas pokličete na katero izmed spodnjih telefonskih številk in vam bomo na dom poslali položnico. Hvala za vaš dar.